To je Bestov VIP intervju. Trile, kako se počutiš? Kakšni so bili občutki stati na ljubljanskih stožicah? Super, moram reči, da so se mi izpolnile sanje. Tako da, sploh ne vem, kaj naj ti rečem, ker sem zdaj lih v letu dol. To mi pove vse? Da, ja, fenomenalno je bilo, no, kaj naj ti rečem. Pa itak, ful sem vesel, da sem prvič stožice doživel lih z Best FM-om. Kakšna ti je bila publika? Publika je bila fenomenalna, sicer nisem nič slišal toliko v slušalkah, ker moram malo to bolj naštimati, nisem toliko imel odziva, mečkaj sem si sicer slišal, ampak ne vem, kako je bilo. No. Pa jaz ti lahko rečem, da je bilo brutalno in da so peli s tabo super. Vse komade. Jaz sem užival, jaz sem si ta koncert vzel tako, da moram jaz uživati, ne? Tako da sem užival, upam, da so tudi drugi uživali. Edino pravilo. Kako Trile ustvarja glasbo? A se zapre v studio in nobenega ne sme imeti zraven, ali imaš prijatelje zraven, kako to počneš? Ja. Če ti čisto iskreno povem, zdaj bi ti lahko nabil vse živo, ampak glasba je taka stvar, da to ne moreš načrtovati. Se pravi, enostavno mora priti trenutek, mora priti ta misel in pač nekaj si zamisliš in pol to realiziraš. Kje ponavadi dobiš inspiracijo? Jaz inspiracijo dobim povsod, res dobesedno. Ne vem, hodim po pločniku, vidim nekaj hudo, tako da ne vem, povsod vidim inspiracijo. Pač se pravim, ampak to me dosti ljudi vpraša, kako narediš komade, kako si dobil idejo, ampak prav ne znam razložiti. Evo, kje je na primer Ciganka nastala? To me zanima. Ja, spet. Jaz po moje podoživljam ene svoje stvari iz preteklosti, tako da ne vem, pač kar slišam, ne vem, beat, pol grem v studio, naredim, pa to traje. Moram sam povedati, da pri meni, to mogoče folk ne ve, pri meni res komadi nastajajo dolg časa. Jaz tako, recimo Ciganka je bila mogoče skoraj 3 leta na mojem računalniku. Resno? Ja, to je bilo že zdavni narejen, tako da pol sem jaz to sam da bi to besedo zamenil, bi besedo zamenil, pa sem pa sam tako pač enkrat rekel, ok, zdaj to je to, ker nekje moraš nekati, ne moraš sam to nadaljevati. Lepo. Kaj pa Trile najraješ počne v prostem času? Jaz ful sovražam prosti čas. Ne maraš? Ja, tako naredim si, da ga nimam, ne. Skozi sem nekaj v pogonu, skozi nekaj delam, tako da jaz sovražam prosti čas. Ne maram to. To za me ne obstaja. Okay. Kaj pa Ljubljana ali Beograd? Ljubljana itak. Jaz sem pač promotor Ljubljane. Kamorkoli pridem, povem, da je to najjače mesto na svetu in da pač jaz se nikoli ne bom odselil iz Ljubljane. To je pač moje mesto. To je pa lepo slišati, zelo lepo. Kdaj pa lahko pričakujemo kakšne nove pesmi? Moram reči, da zdajle, saj ste po moje teaser že videli. Jaz ga nisem. Nisi videla? Ok, se pravi, zdajle sem po moje naredil nekako, bom rekel temu, projekt svojega življenja. Se pravi, gre za fit s puncami Trio Mandili. Okay. Se pravi, to so gruzijske izvajalke, ki so se meni zdajle full fine in sem res naredil en komad in pa predvsem moram reči spot, ki je nekako sigurno lahko rečem moj najboljši do zdaj. Res? Ja, tako da gre za res eno tako, bom rekel, da je to na pol film, evo, čisto iskreno. Torej, to lahko pričakujemo v decembru? Sigurno, v decembru. Torej, božično darilo? Ja, zdaj se pravim, jaz sem tak, ne vem, zdaj še urejam malo neki zvok, tako da enostavno ne vem, kdaj ga bom dal ven, ampak ko bo prišlo ven, res, kar se tiče spota, smo se potrudili, tako ni tega dosti zavideti na naših prostorih, tako bom rekel. Lepo. A imaš kakšen poseben ritual pred koncertom? Nimam. V bistvu sem pred kratkim spet začel nastopati, tako da še ustvarjam svoj ritual. Ampak, ja res, ker pač zdaj nekako nisem nastopil, nisem hotel, zdaj sem se nekako odločil, ampak nimam nekako nobenega rituala, malo se podružim. Mogoče edin, da hočem biti teh 10 minut pred koncertom sam. Da imaš mir. Tako, da se malo umirim, da se pripravim in to je to. Evo, to je nekako, če rečemo temu ritualu. Lepo. Zdaj pa greva se eno igrico. Okay. Imaš na voljo Rado Manojlović, Sandro Afriko, pa Tejo Toirović. S katero bi se poročil, katero bi sam poljubil, katero bi pa imel v friendzonu? Z nobeno se ne bi poročil, z nobeno ne bi poljubil, pa zdaj ne vem, mogo bi jih spoznati, da bi vedel, da so mi lahko prijateljice. Torej karakter. No ne, ni noben karakter, sam pač mislim, da te ženske ne ustrezajo. Tvojemu profilu. Tako. Okay. S kom pa bi se v tem trenutku najbolj želel dueta? Tudi nimam neke pretirane želje. Iskreno zdaj, jaz niti sam ne vem, kaj je moj naslednji korak. Zdaj sem pri tem komadu, ko ga bom zdaj ven, ga dam ven, bom videl.
da si zdaj želim, si iskreno ne želim, da bi si zdaj želel. Mogoče naredim kakšen komad, pa bi rekel, mogoče ta bolj sede na ta komad, pa bi ga mogoče probal poklicati, ker sem jaz pač tudi avtor, delam svoje komade, pa mogoče v tem kontekstu, ampak da bi si zdaj nekaj želel. Kaj pa Senida? Alej, Senida je itak, jaz dam njej velik respekt, valjda. Ja. Ampak ne vem, to je vse od komada odvisno. Ja. Pa kakšen narodnjak bi tudi lahko padel, mogoče. Alej, mogoče tudi, kaj pa vem. V bistvu, ne moram ti preveč odkrivati, ampak tudi tega bo. Vidiš, pa sem te skoraj dobila. Bo tudi tega, ja. Ok, katere 3 stvari pa tvoji fani še ne vejo o tebi? Da ne vejo o meni. Da rad igram šah. Res? Ja. A ga vsak dan igraš? Ne, to ne, zdaj več ne, ker ful delam za enih drugih projektih, ampak recimo tako, ne vem, to je taka zanimivost. Okay. Kaj bi še ne vedelo o meni? Kakšno kavo piješ? Espresso. Si bolj jutranji človek ali bolj večerni človek? Bolj jutranji. Jaz sem 9 to 5. Res? Ja, sigurno. Super. Evo, realno to, da vstanem vsako jutro ob 7. 7, pa ti si rana ptica. Rana ptica. Super.